poganja življenje, se pretaka po naših domovih in nam zagotavlja udobje. Ako poči cev, se zamaši odtok ali nam kopalnico zalije pralni stroj, takrat nam lahko povzroči nemalo skrbi in stroškov. Izliv vode je najpogostejša škoda v naših domovih. Je vzrok za več kot 80% izplačil iz naslova odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti. Asistenčni primeri zaradi izliva vode predstavljajo kar 60% delež vseh domskih asistenc zavarovalnice Triglav v zadnjih 6 letih. Ta delež iz leta v leto postopoma narašča. Zato se je potrebno vprašati, kako zavarujemo izliv vode, kako ob takem izzivu pravilno ukrepamo in zakaj je preventiva ključna, da bomo pripravljeni na nepredvidljivo. Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni predstavniki medijev, gostje in drugi strokovnjaki, lepo pozdravljeni v Triglav Labu in res hvala, da ste se nam danes pridružili na dogodku pripravljeni na nepredvidljivo izliv vode in odgovornost. Izliv vode je na prvi pogled nekaj vsakdanjega, lahko bi rekli kar hišna klasika. Gre namreč po podatkih za najpogostejši vzrok škode v večstanovanjskih stavbah, kot smo slišali, hkrati pa tudi za tiste primere, kjer se zelo hitro odprejo vprašanja, kot so denimo, kaj se pravzaprav zgodilo, kdo je odgovoren, kdo krije škodo in ali bi jo lahko tudi preprečili. Današnji pogovor bomo zato posvetili nepredvidljivemu, ki je v praksi zelo pogosto, in vprašanjem zavarovanja, odgovornosti, pravnih postopkov in preventive. In to z enim zelo jasnim ciljem, da bomo lastniki, upravniki in tudi izvajalci bolje razumeli tveganja in pa rešitve, še preden pride do škode. Z nami so danes 4 sogovorniki, ki bodo to temo osvetlili vsak svojega zornega kota, od terena do zavarovalnic in prava. Najprej z nami profesor dr. Miha Juhart, redni profesor civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki bo osvetlil pravne vidike odgovornosti in regresiranja v večstanovanjskih stavbah. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Potem je tu Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki dobro pozna prakso upravljanja večstanovanjskih stavb. Lepo pozdravljeni. Pozdrav. Pa gospod Zoran Simčič, podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki bo na temo pogledal z vidika izvajalcev, materialov in kakovosti izvedbe in nadomešča danes odsotnega generalnega direktorja OZS gospoda Danijela Lampergerja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa Uroš Metličar, direktor Severne regije zavarovalnice Triglav, ki bo predstavil danes zavarovalniški pogled, statistiko in trende. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Izliv vode torej ni izjema, lahko bi rekli, je bolj pravilo, zlasti v blokih, pogosto pa se zgodi tudi takrat, ko v nepremičnini ne prebivamo stalno. Zato mogoče Uroš za začetek, zakaj je izliv vode ta najpogostejša škoda v večstanovanjskih stavbah in ali nam lahko ta porast tovrstnih primerov podkrepite tudi s podatki zavarovalnice Triglav? Zdaj vprašanje, zakaj je izliv vode najpogostejša nevarnost, je zelo težko vprašanje. Ne? Po vsej verjetnosti gre tukaj za nek preplet raznoraznih dejavnikov, človeškega dejavnika, potem same izvedbe, kvalitete materialov, uporabe, vzdrževanja, mnogo faktorjev je, ki vplivajo na to vrstne škode. Kar se tiče pa same statistike, imam jaz danes s sabo pripravljenih nekaj takih čisto osnovnih informacij. Nekaj smo jih že videli v tem uvodnem nagovoru, malo podrobneje vam jih predstavim tukajle. Če pogledamo, da se fokusiramo samo na naše domove, ne? To je, dajmo za začetek se dogovoriti, se pravi, fokus je na naše domove in če spremljamo, kakšen delež predstavljajo škode iz izliva vode, je ta delež vsaj 18%, govorimo generalno upoštevajoč vse stavbe, kjer mi danes bivamo. Če pa potem malce bolj segmentiramo naše domove, predvsem na večstanovanjske objekte, pa ugotovimo, se pravi, to so bloki, večstanovanjski objekti, v teh objektih pa opažamo, da je delež teh škod 30% in več, točneje 33%, se pravi, to je podatek za zadnjih 5 let. Če pogledamo po znesku, da morda po zneskih bi kakorkoli drugače videli to stvar, je stvar še bolj očitna. Izliv vode v teh primerih po izplačilih, prej smo gledali po številu škod, tukaj govorimo o znesku izplačil, spet v večstanovanjskih objektih je ta delež kar 36%. Se pravi, tretjina vseh škod, ki se zgodijo in jih mi izplačamo v večstanovanjskih objektih,
izvirajo iz izliva vode. Pa morda za konec še malce trenda, kam gre, kaj opažamo. Ko smo se pripravljali na tale dogodek, smo gledali tudi podatke za 10-15 let nazaj. Kar smo ugotovili, eno zelo zanimivo anomalijo je, da 10-15 let nazaj izliv vode morda ni bil na prvem mestu, nevarnost, ki bi bila na prvem mestu, je bilo to razbitje stekla. Bila sta izliv vode pa razbitje stekla približno poravnana. Danes izliv vode gotovo in zelo nazorno prevladuje. Tudi trend zadnjih 5 let kaže, da je tako škodna pogostnost zaradi izlivov vode višja, kot tudi sama poprečna škoda, ki zaradi izliva nastane. Razlog, tudi tega smo preiskali, naša ugotovitev, pa to bodo pol tudi mogoče kolegi me malce dopolnili, stanovanjski fond objektov se stara. Vsako leto se stara. 10-15 let nazaj je bil ta fond nekje cirka tudi 10 let mlajši, oziroma malce manj. 15 let nazaj je bil 10 let mlajši stanovanjski fond po starosti. In ravno to je eden izmed tistih razlogov, kjer mi vidimo ta preobrat, zasuk in rast tovrstnih škod iz izliva vode. In tole je super podlaga za nadaljevanje tele debate, kar nekaj odličnih iztočnic, pa morda, gospod Udovič, če ta pogled iz zavarovalnice preslikamo na prakso upravnikov, kaj pravzaprav opažate na terenu? Ali se tele številke potrjuje tudi praksa upravljanja stavb? Ja, moram reči, da jaz čist neposrednega vpogleda v prakso nimam, ampak toliko, kolikor imam v stiku s člani, v stiku z etažnimi lastniki, ker odgovarjamo pogosto tudi na vprašanja, bi rekel, da ja, da je to pogosta škoda in se tudi strinjam s tem, kar je gospod Metličar rekel. Prvi razlog je gotovo ta, da so stavbe vse starejše. Drugi razlog je verjetno, da tudi etažni lastniki, ko se odločajo za vzdrževanje, verjetno je inštalacija na zadnjem mestu oziroma ni na prvem, zato ker se ponavadi najprej vzdržuje tisto, kar je navzven vidno, da se je uredilo. Radi imamo lepe fasade, ne vem, nove strehe, to je še vse v redu, inštalacija je pa daleč od oči, daleč od srca, dokler kaj ne preteče. Tako da tam bi jaz iskal glavne razloge, gotovo starost stavbnega fonda, vemo, da se je največ gradilo tam v 60-ih, 70-ih, 80-ih še, in te stavbe so zdaj vse zelo stare. No, saj medtem, ko ste govorili, gospod Simčič je pritrjeval, še mogoče vaša izkušnja, kako je pravzaprav na terenu, zakaj prihaja do tolikšnih izlivov? Je to ta dotrajanost ali mogoče tudi, ne vem, napaka pri izvedbi? Mogoče bi tukaj dodal, da pogledaš to krivuljo, kdaj se začnejo te napake, izlive vode, pomeni ta starostna meja stanovanj, pomeni, ali je to v prvih 10 letih, ne vem, ali kadar stečejo garancijski roki, ali je to v 20-30 letih, in potem lahko lažje ugotavljaš, da pač je neka dotrajnost materijalov. Vemo, da 30 let nazaj so bili materijali, kar se tiče inštalacije, zelo slabe. Danes je to boljše. Mislim, napredovalo je vse, kakor tudi materijali. Mogoče, kar se tiče izvedbe, je treba pač reči, da 30 let nazaj je bila sigurno izvedba boljša, da je danes izvedba dosti slabši, kakor je, in to mislim, da verjetno tudi statistika kaže. Tako mislim, da je ta ciklus 30 let sigurno tisti, ki so materiali dotrajani, in kakor je že gospod povedal, sigurno, da prej boš vse naredil, fasade, treče, kakor inštalacije. Inštalacije so ponavadi na zadnjem mestu. In vemo, da tudi sama izvedba inštalacij zadnje čase malo šepa zaradi videza, zaradi dizajnu, ker pač se ne uporablja več, ne vem, določenih sifonov, da ne prihaja do izliv, ker pač ga je grdo videti. Kaj bo zdaj tam nek sifon, mi moji lepi kopalnici, pa dajmo ga nekam stlačiti, pa ga sploh nimamo, ponavadi. Včasih je bil način gradnje dosti bolj predvidljiv. Vemo, da so pač kopalnice bile malo nižji, kakor so danes, danes mora biti vse ravno. In jaz mislim, da je tu ključni vzrok, da prihaja do zamakanih. In vemo, da tudi 20 let nazaj tudi sama stroja, oprema, pralni stroji, pomivalni stroji, ni bilo toliko tega, zato je bilo tega manj, in vemo, kako se svet razvija naprej, se vem, tudi zamakanje prije
dosti do tega. No. Ampak dajmo mogoče še malo osvetliti ta ključni problem. Uroš, kaj pravzaprav vse se šteje kot izliv vode v primerjavi recimo tudi z meteorno vodo, poplavo in kje prihaja mogoče do največkrat do nekih napačnih pričakovanj glede kriti? Tudi zato sem pripravil en tak zelo dober schematski prikaz, ki dejansko ponazarja to, kaj izliv voda je. Izliv voda je to, da v bistvu počenja, lom ali zamašitev cevi. Se pravi, cev, inštalacija kot taka se mora ukvariti. More prijeti. Lahko tudi zataji pralni stroj, izteče voda iz pralnega stroja. Lahko vam, ne vem, poči steklo akvarija, pa vam izteče voda iz akvarija. Skratka, to je tisto, kar v zavarovalniškem žargonu smatramo kot izliv vode. Poplava, meteorna voda, na drugi strani pa v bistvu je to nek dogodek, kjer neka voda, stalna voda, so to reke, jezera, morja, poplavijo v tem klasičnem pomenu, da prestopijo bregove in zalijejo del objektov, ki ležijo v njeni okolici. Hkrati kot poplava je tudi vdor talne vode, to je tudi zelo značilen vzrok, ki privede do poplave, se pravi, ko zaradi preobilice padavin prihaja do porasta talne vode in te ponovadi zalijejo te kletne prostore. Zelo tako območje v Sloveniji, ki je temu izpostavljeno, recimo Pomurje, ki ima zelo nizko talno vodo, nivo talne vode. Kar se tiče pa vdora meteorne vode streh, no, pri poplavi morda še hudourniki, so tisti, ki jih štejemo tudi, se pravi, ko hudourniška voda povzroči, da vam zalije vaš objekt. Tipičen primer hudourniških poplav so najkatastrofalnejše poplave v zgodovini Slovenije leta 2023, tipično hudourniškega značaja. Ko govorimo pa o vdoru meteorne vode s streh, takrat pa govorimo v tej nevarnosti, ko voda, ki pač zaradi dežja priteče na naše strehe, ne more zaradi ali količine dežja ali pa zaradi tega, ker se zamaši kakšen odtok, kakšna vertikala, žlota, ne more voda odteči in potem posledično voda skozi streho vdere v naše objekte. In to je ta ključna razlika. Izliv vode, inštalacije zatajijo, vdor meteorne vode, poplava je pa voda, ki pride v bistvu do zunaj. Ena je voda do znotraj, druga je voda do zunaj. To mogoče še za ponazoritev. Pa pri izlivu vode še ena zelo pomembna stvar, ki tudi definira, sploh o tem, kar smo se že zdaj v začetku pogovarjali, to zavarovani dogodek je nenaden, nepričakovan dogodek. In izliv vode se mora tudi šteti kot tak dogodek. Se pravi tudi, zakaj to izpostavljam, velikokrat pri starih objektih prihaja do vode zaradi dotrajanih inštalacij, zaradi korozije in potem tak dogodek ni nenaden, nepričakovan. Mi vemo, gospod je povedal 30 let, tudi mi nekje računamo 30 let je življenjska doba naših inštalacij. V tej fazi je dober kakšen preventivni pregled, da se inštalacije tesnijo, morda kakšna termovizija, če opažamo kakšne težave. Definitivno je pa to že en tak časovni rok, ko kot dober gospodar moramo pričeti z razmišljanjem, oziroma moramo. Je zaželeno, da začnemo razmišljati s tem, kako bomo te naše inštalacije osvežili. Tako. Super. Gospod Juhart, zakaj v takih primerih že sama definicija dogodka pravno pomembna? Kje se recimo po vaših izkušnjah najpogosteje zaplete? No, ker se fokusiramo na večstanovanjske stavbe, mogoče je dobro izhajati iz njih, in tukaj je stvar še dodatno zapletena. V osnovi seveda velja, da lastnik nepremičnine odgovarja za vse škodne vzroke in škodne posledice, ki nastanejo zaradi uporabe in delovanja njegove nepremičnine. Pri večstanovanjskih stavbah gre pa pravzaprav za dvojno pravno razmerje. Na eni strani imamo posamezen del stavbe, torej stanovanje, poslovni prostor, garaža, karkoli pač to je. In seveda del vodovodne inštalacije predstavlja del tega posameznega dela. Poleg posameznega dela pa seveda v večstanovanjski stavbi obstajajo skupni deli. In vsaj v osnovi je skupno vodovodno omrežje tretirano kot skupen del etažne lastnine, skratka kot nekaj, kar je v skupnem upravljanju in skupni lasti vseh etažnih lastnikov. Zato je seveda pri večstanovanjskih stavbah
ključno vprašanje, ali ta izliv z vode izvira iz posameznega dela, kar nosi za sabo odgovornost lastnika tega posameznega dela, ali gre za izliv vode, ki izvira iz teh skupnih delov stavbe. V tem primeru gre za odgovornost vseh etažnih lastnikov. Specifika je teh dogodkov je verjetno na tej strani oškodovanca ta, da seveda ponavadi v takšnih primerih škoda nastane enemu izmed ostalih etažnih lastnikov. Tu bi mogoče kdo pomislil, da je pravni položaj kaj drugačen, ampak seveda tudi ta oškodovanc je pravzaprav zelo vseeno, ali ima položaj etažnega lastnika ali ima položaj tretje osebe. Kajti, če gre za škodo, ki izvira iz skupnih delov, potem bo to ravno tako tretja oseba, čeprav je ta oškodovanc hkrati tudi solastnik. In seveda, kolikor gre za te medsebojne odnose, jasno, lastnik posameznega dela odgovarja za vso škodo, ki nastane njegovim sosedom zaradi izliva vode iz njegovega stanovanja. Tako da v večstanovanjski hiši bo prav gotovo z tega vidika odgovornosti prvo in zelo pomembno vprašanje, od kod pravzaprav ta škodni dogodek izvira, ali izvira iz posameznega dela. Verjetno, če bo to zamašena cel pravnega stroja ali pa kaj podobnega, ne bo težav. Seveda, če bo pa počela kakšna od cevi zaradi utrajanosti, bo pa postalo lahko zelo pomembno, ali je ta cel del notranjega omrežja posameznega dela, ali gre za del cevi, ki je del tega celotnega omrežja. Gospod Juhart je omenil ta skupni del. Gospod Udovič, kako pogosto se po vašem že ta spor začne pri tej dilemi? Na to sem se želel navezati, ker v zadnjih letih je vedno več vprašanj na tej točki, pa ne z vidika odgovornosti. Z vidika odgovornosti je dosti enostavno. Ugotovi se, ali je inštalacija skupna, ali je od posameznega dela in se potem ugotovi, kdo je odgovoren za povračilo škode. Problem je, da določeni stroški nastanejo že do trenutka, ko se to ugotovi. Za inštalacijo je treba pač nekaj razbiti, včasih je treba razbiti ploščice, lahko tudi novo kopalnico, da se odpre in se že pred ugotavljanjem tega zaplete, kdo bo kriv stroške ugotavljanja. Kdo bo zdaj pokril nekemu strokovnjaku, ki pride razbiti tam ploščice in ugotoviti, odkot pušča, kdo mu bo kriv škodo. Ja, kriv mu jo bo tisti, za katerega se bo izkazalo, da je odgovoren za škodo v osnovi, ampak tega se ne bo ugotovilo, dokler se te škode dodatne ne naredi, se pravi, dokler se ploščice ne razbije, recimo, ali pa tlakov včasih, jaz ne vem. Tako da je vedno več vprašanj, odkot, ali lahko iz rezervnega sklada krijemo stroške ugotavljanja, kje je napaka nastala, kje se je izliv zgodil. Je to zelo zanimivo v dejanskem življenju, včasih niti ne pomislimo na to. Z pravnega vidika je odgovor čisto enostaven, ampak v praksi je pa treba najprej do tega priti. Gospod Juhart, je res tako vse tako enostavno? Mislim, da je gospod Udovič rekel, da enostavno ni. Pravilo je enostavno. To je pač neka osnova, neko osnovno pravno pravilo, da pač lastnik nosi breme škode, ki jo povzroči njegova stvar. To pravilo je staro, to poznamo več kot 2000 let. Z rimskega prava poznamo ta princip res perit domino, stvar bremeni lastnika, ampak kako ugotovimo, kdo je pravzaprav lastnik in odgovorna oseba. In po kakšnih pravilih se bo pa ta odgovornost presojala, nam pa včasih povzroča težave. Jasno, da ni enostavno ugotoviti, kje je vzrok tega izliva, ker voda, to sem se naučil, ima svoje lastne zakonitosti. Včasih je izjemno težko ugotoviti, kje pravzaprav pušča in se pojavi nek moker madež, daleč stran od vzroka. Tako da to niso tako zelo enostavne stvari. Kako pa je sicer s to pravno razmejitvijo odgovornosti lastnika in pač na drugi strani odgovornosti te skupne rastline? Je to nekaj, kar je dovolj jasno? V izhodišču je to seveda povsem jasno postavljeno. Bi pa upozoril tukaj še na eno niti ne specifiko, se podobno pravno ureditev poznava tudi v drugih pravnih sistemih, ampak vendarle še eno zelo važno pravilo, če pridemo do vprašanja odgovornosti etažnih lastnikov za škodo, ki izvira iz skupnih delov.
V našem pravu v takšnih primerih zakon izrazito varuje oškodovanca. To pomeni, da so vsi povzročitelji škode solidarno odgovorni za škodo, ki nastane iz pač vira nevarnosti, za katerega solidarno odgovarja. In etažni lastniki v principu po naši pravni ureditvi odgovarjajo deljeno. To pomeni, da če nastane nek dolg etažne lastnine, da potem seveda vsak etažni lastnik odgovarja za tisti delež, ki pač pade na njega, ali po solastniškem deležu, ali po nekem drugem delitvenem ključu. Tukaj pa pri škodi velja princip solidarnosti. To pomeni, da lahko škodovanec v celoti uveljavlja svoj odškodninski zahtevek proti kateremu koli etažnemu lastniku. Se pravi, škodovanca tukaj pač ravna ponovadi po doktrini globokega žepa in seveda celotno škodo zahteva od tistega etažnega lastnika, ki to lahko pokrije. Tako da seveda zelo fajn je, če je recimo v stavbi eden od etažnih lastnikov, kakšen stanovanjski sklad ali pa država ali pa občina, in seveda v tem primeru imamo tistega lastnika, ki bo sposoben to plačati. In seveda potem je naprej vprašanje regresnega razmerja, kako bo tisti, ki pokrije celotno škodo, to prenesel seveda v ustrezne dele. In tu jaz že nekaj časa poudarjam, da je ravno iz tega razloga izjemno pomembno, da pride do zavarovanja odgovornosti. Kajti medsebojni zahtevki med etažnimi lastniki ponavadi pomenijo slabo voljo v hiši in seveda slaba volja pod isto streho ponavadi ne pomeni nič dobrega. Recimo imamo zdaj ta klasičen primer, izliv vode iz zgornjega stanovanja, škoda v spodnjem. Uroš, kako oziroma se v takšni primeri v praksi najpogosteje rešujejo prek zavarovanja odgovornosti, ki ga je omenil tudi gospod Juhart? Ja, izhodišča sta v bistvu dva, oziroma možnosti take generalne vidne so dve. Prva je, da seveda, če ima ta spodnji sosed, ki mu je pritekla voda zgornjega soseda, zavarovanje za svojo etažno lastnino sklenjeno, recimo z našim zavarovanjem dom, lahko to škodo uveljavlja po svoji polici in na to v nadaljevanju prepusti zavarovalnici, da izvede regres do povzročitelja. Na ta način v bistvu je to najlažja stvar v praksi tega, ki je dejansko oškodovan in kateremu je škoda nastala. Druga možnost je pa, kot je gospod Juhar zdaj zelo lepo razložil, se pa lahko pač ta oškodovanec, spodnji sosed, obrne na odgovornostno polico zgornjega soseda, ki je škodo povzročil, če jo ta seveda ima. Če je nima, je izziv. To sta v bistvu dva najbolj tipična principa, na kakšen način naši zavarovanci te škode rešujejo. In kako potem rešujete takšen izziv? Ta drug? Ko pač zgornji sosed nima police in... Ja, to je pa po moje ta prava oseba za odgovor, gospod Juhart, ker to pa potem je izven sfere zavarovanja. Se pravi, mi obravnavamo škode skladno s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami. Če zavarovalna pogodba ni sklenjena, potem veljajo pravna pravila, ki po mojih gospod Juhart dosti bolj pozna. In kakšna so ta pravna pravila v takih situacijah? V tem primeru mora seveda povzročitelj pokriti škodo, to je osnovni princip našega odškodninskega prava, kar seveda v primeru, da tega ne stori sama, sledi odškodninska tožba, ki jo mora oškodovanec vložiti proti povzročitelju škode. In seveda, kot prej rečeno, problem takih skupnosti, kot je skupnost etažnih lastnikov, že samo upravljanje je dosti resen sociološki problem. Seveda, če pa pride do medsebojnih sporov in vlaganja tožb spodnjega soseda proti zgornjemu, pa to prav gotovo dodaten dejavnik, ki poslabša stopnjo odnosov ali pa temperaturo odnosov v hiši. In seveda, verjetno nikomu ni prijetno živeti v okolju, kjer si sosedje med seboj pogovarjajo preko vloženih tožb. In to gotovo ni prijetna stvar. In
Seveda, tu je zavarovanje odgovornosti, ne, poudarjam, ne samo zavarovanje doma kot premoženjskega predmeta, ne, kar smo bolj navajeni, ne, kajti ko sklepamo zavarovanja, imamo ponavadi pred očmi to, da nam bo zavarovalnica pokrila tisto škodo, ki nastane na naših stvareh. Izjemno pomembno je zavarovanje odgovornosti, ne, ko zavarovalnica pokrije tisto škodo, ki nastane zaradi tega, ker bi mi morali pokriti škodo nekomu drugemu. Ne. Pri avtomobilskem zavarovanju smo na to navajeni, ne, pa seveda predvsem zaradi tega, ker je to obvezno zavarovanje, ne, ampak tu pa seveda tega obveznega zavarovanja ni in v tem bi pravzaprav morali razmišljati etažni lastniki. Gospod Udovič, kje se v takih primerih po vaših izkušnjah največkrat zatakne? Je to pri dokazovanju, pri komunikaciji, razumevanju? Kaj pravite? Ja, zatakne se že takrat, ko sem rekel, že pri ugotavljanju, odkot škoda nastane. Seveda spodnji sosed, če je madež na stropu, bo verjetno najprej pomislil na to, da je vzrok pri zgornjem sosedu, ampak lahko ni, lahko je to skupna inštalacija. Potem je težava še vstop v stanovanje. Ne? Kako bomo zdaj prišli v stanovanje, če slučajno sosed, pri katerem naj bi zamakalo, to zavrača. Tukaj je en cel kup enih težav in edina rešitev, bom rekel, iz zagate so zavarovanja. Tako, mislim, predvsem zavarovanje stavbe kot celote. Če se navežem na to, kar je dr. Juhart rekel, mi že leta opozarjamo, da bi moralo biti tudi neko obvezno zavarovanje večstanovanjskih stavb, lahko tudi stavb na splošno, predvsem z tega vidika odgovornosti do tretjih. Ne? In na enak način imamo to urejeno pri avtomobilskem zavarovanju, ki je dosti sorodno, ampak tam smo na to navajeni. Pri večstanovanjskih stavbah tega ni. Seveda govorimo potem tudi o zavarovanju lahko proti požaru in te klasične rizike, ki jih imamo, ampak ta odgovornost je bistveno bolj zanimiva pa pomembna, pa ljudje bistveno redkeje o njej razmišljajo. Ne? Večinoma res razmišljamo samo o tem, kako bomo zavarovali stavbo pred tem, da ne bo hiša pogorela, da ne bo blok pogorel. Kaj pa, če se zgodi, in včasih so škode lahko izjemno visoke, tudi zaradi tega, če nekomu ali pa na nekoga ali na nekaj pade s stavbe. Ne? Gospod Juhart, mogoče še eno vprašanje, zakaj so ti nesporazumi pravno tako problematični, ko pride recimo do regresa nekega sodnega postopka? Kaj je recimo najbolj pomembno, ključno pri dokazovanju takega primera, take škode? No, seveda, to so problemi vseh odškodninskih zahtevkov. Ne. V teh primerih je seveda lahko problem dokazovanja vzročne zveze, ne, torej povezave med vzrokom, kje je vzrok in kje je posledica, ampak ko enkrat pridemo, to je pravzaprav že v fazi iskanja odgovorne osebe in potem seveda klasičen primer in klasičen problem odškodninskega prava, to je višina škode. Ne. Namreč pravo priznava seveda samo pravno priznano škodo, ne, in včasih so oškodovanci mojstri v tem, da bi radi seveda svoj odškodninski zahtevek napihnili na neke zelo nenavadne škodne oblike, ne, recimo nepremoženjska škoda, ne, verjetno tukaj skoraj da ne more priti upošteva, ne, seveda tudi pri premoženjski škodi je pa vprašanje, koliko je določena stvar vredna, ne, odvisna od tega, kdo to vrednost določa. Ne. Seveda, tudi neke relativno na prvi pogled enostavne stvari so lahko ocenjene z zelo različnimi zneski. Tako da, ampak to bolj kot ne so klasični problemi odškodninskega prava, s katerimi se nenazadnje tudi zavarovalnica sreča, ne, kajti tudi če imamo, tudi če je zavarovalnica tista, ki mora pokriti škodo, ne, bo ponavadi pričakovanje oškodovanca še toliko večje, ne, saj zavarovalnica ima veliko denarja, oni lahko veliko plačajo, ne, tako nekako ima človek občutek, da včasih poteka razmišljanje oškodovancev. Ne. Če se mogoče premaknemo v trenutek, ko se pač zgodi ta izliv vode in takrat veliko enega stresa, improvizacije in tako naprej. Pomoče, gospod Udovič, kaj vi opažate, katere so najpogostejše napake po nekem tem prvih urah, ko pride do izliva vode? Kaj počnejo lastniki, stanovalci? Različne napake so odvisne od tega, kdo jih zagreši. Zdaj lahko imamo pasivnega upravnika, ne, ki, bom rekel, ne odreagira hitro. Sicer jaz tudi etažnim lastnikom, ko kličejo,
povem, to ni tak odgovor, ki bi si ga mogoče posameznik želel. Če dlje časa traja odpravljanje škode, bo škoda večja, ampak škodo na koncu boste dobili povrnjeno. Tisti, ki mu zamaka, želi, da je ta škoda čim prej odpravljena. Njega ne zanimajo vsa ta vprašanja, ki jih mi tukaj odpiramo in so, bom rekel, pomembna in vsebinska. On bi želel, da je ta škoda čim prej odpravljena. Po drugi strani upravnik ima svoje težave, kako vstopiti v stanovanje, kako ugotoviti, kdo je povzročitelj škode oziroma iz katerega dela izvira ta škoda, kaj se zgodi, če bo, ne vem, iz rezervnega sklada kriv strošek ugotavljanja, potem se bo pa ob ugotavljanju ugotovilo, da je to iz posameznega dela, bo moral izterjati to škodo zdaj od posameznika in to so težave, zaradi katerih ljudje potem lahko ne odreagirajo. Potem imamo lahko čist pasivne etažne lastnike, ki jih sploh ne briga to, da nekomu nekaj zamaka, tudi če je iz njihovega premoženja. Tako da najrazličnejše težave so v praksi, pogosto pa so povezane s tem, da ni znanja, ni zavedanja tega in potem tudi, če ne vemo točno, kako odreagirati, potem ponavadi čakamo. Pa morda se tule navežem, Uroš, kako pomembna je potem v takih situacijah domska asistenca ali pa tudi pravočasna prijava škode? Ja, ta hiter odziv je sploh pomemben pri tem, da škodo ustavimo, da preprečimo nadaljnjo nastajanje škode in s tem tudi zmanjšamo njen obseg. In mi opažamo, da vsako zavarovanje doma, ki ga mi ponujemo, to smo prepoznali kot eno ključno potrebo, ki jih naše stranke imajo, ponujemo tudi zavarovanje domske asistence. In ko potegnemo črto in naredimo analizo, ugotovimo, da je več kot 60% teh primerov iz domske asistence vezanih na izliv vode. Se pravi, v teh primerih so nemudoma napoteni naši izvajalci, da zaustavijo nadaljnjo nastajanje škode. Se pravi, da tista najhitrejša triaža, ki pride na objekt, da se naredi, a je treba, ne vem, na hiter kako cev zamašiti, treba vodo zapreti, kak sifon, ko se je staknil, pa ga je treba popraviti. Skratka, to so tiste take najbolj v praksi stvari, ki se zgodijo in ki jih potem naša asistenca nekako nemudoma odpravi. In ravno ta hiter odziv, ki ga zagotavljamo, pripomore k temu, da se zmanjša obseg škode, pa hkrati tudi sama sanacija, ki posledično pride po škodi. Večja kot je sanacija, več je izzivov, morda smo morali zaradi tega izseliti iz stanovanja. Morda nam hitro ukrepanje prepreči škodo večjega obsega. Jaz lahko povem, mi se srečujemo vsemi sortami škod. Zavarovalnica Triglav ni samo zavarovalnica v Sloveniji, niti ni to regionalna zavarovalnica, ampak smo nekako zelo globalna zavarovalnica. Delamo na raznih trgih, pa zavarujemo, pozavarujemo razne stvari. Sam en primer, pa da ne bom predolg. V Veliki Britaniji pol leta nazaj prišlo, mislim, da v 11. nadstropju do počanja ene bakrene cevi za vodo v nekem študentskem domu. Posledica te iztečene vode je bilo na materialni škodi, ker je bilo pa to pod 8 barov pritiska, je ta iztečena voda v pol ure, kakor so uspeli to locirati, ustaviti, povzročila škodo višine nekaj milijonov, pa hkrati to ni v bistvu bila največja škoda. Največja škoda je prišla potem, ker je bilo potrebno ne vem koliko študentov, dijakov iz istega doma izseliti za ne vem 2-3 mesece, ker je bilo treba, ker je dejansko 11 nadstropij voda zalila in je bilo potrebno celostno sanirati ta objekt in je bila največja škoda iz tega, mi rečemo, obratovalnega zastoja. Se pravi zastoja, ker ta študentski dom jutri ni več delal. In je bilo potrebno izseliti, ne vem, si izmišljujem 200 študentov, zato so lahko škodo sanirali, podpravili. S tem ponazarjam samo pomen hitrega odziva takrat, ko do te škode pride. Še boljše kot pa hiter odziv je pa seveda preventivan. Pa še prej, še kakšno rečem. Gospod Simčič, mogoče kaj vam kot izvajalcem recimo najbolj oteži sanacijo škode, ko pridete po izlivu vode na teren? Mislim, če pogledam tako, kot je kolega povedal, ta dom asistenca pomeni je zelo dobro. Pomeni, da ti v tistem trenutku, ki pač škoda nastane, reagira zelo hitro in prepleče še nadaljnjo škodo.
potem pa sigurno, dokjer ne pride do nekega popisa škode in te ocenitve, se dejansko skoraj ne dogaja nič, ne. Potem vemo, da na trgu izvajalcev dejansko skoraj jih ni, ne, in potem nastane ta čakalne dobe in potem, ker so te zadeve se vlečejo, pač dobiš nekoga, da ti res nekaj naredi, ne, in potem na koncu je včasih, pa večinokrat to delo zelo slabo napravljeno in pomeni, da se potem te napake znajo kar dostikrat ponavljati, ne. Tako da, če se vrnem malo nazaj, pomeni ta asistenca res je, da si ti hitro ukrepaš v določenem trenutku in da preprečiš nadaljnjo škodo. In recimo, če se ozrete še na drugo stran, recimo opažate kakšne dobre prakse pri prenovah ali pa pri vgradnji inštalacij, ki bi in ki lahko preprečijo izliv vode ali pa vsaj zmanjšajo tveganja za nastanek takšne škode? Tukaj vemo, da v Sloveniji je kadra zelo malo, kadra primanjkuje vrhunskih strokovnjakov na področju inštalacij in seveda keramike, pa vsega tega zaključnih del je zelo malo, mojstrov dejansko skoraj jih ni. Tisti, ki pač to počnejo, včasih niti ne pogledajo navodile proizvajalcev določenih materialov, ne, ker vemo, da danes imamo določene materiale, ki resnično delujejo, ampak tukaj je potrebno pa tudi nekaj izkušenj, znanja, da jih pač pravilno vgradiš. Ker če jih ti pravilno ne vgradiš, potem nisi dosegel nič, ne, razen to, da si pač plačal, ne. In tukaj mogoče tudi zavarovalnicam, ne, oni pač vem, da imate vi svoje pooblaščene izvajalce. Mislim, da ti izvajalci so resnično potrebni izobraževanja na vsakem nivoju, ker najslabše je, da dobiš izvajalca in dejansko, da ti zelo drage materiale, ki obstajajo za določene sanacije, jih narobe vgradiš, ne. In tukaj opažamo tudi mi na naši zbornici, da prihaja do tih napak. Izobraževanje izvajalcev je zelo pomembna stvar, ker mojstrov tistih pravih jih danes ni ali pa so že starejši, grejo v pokoje in mlajši vemo, da se za te poklice raje ne odločajo in da grejo kaj drugega delati. Uroš, mogoče še omenili ste prej preventivo, ne? Kako se ta preventiva in pa tudi kakovost izvedbe, o kateri smo govorili, poznate recimo tudi pri višini pa pogostosti tovrstnih škod? Ja, kot sem že uvodoma malce s tistimi grafi prikazal, ne, dejansko stanovanjski fond se stara, pomembnost preventive je ključna, tudi zavedanje približne življenjske dobe, ker jo inštalacije imajo. Nobena stvar ni večna, žal ali pa na srečo. Inštalacije niso nič drugačne in tukaj sigurno je, kolikor so te inštalacije že res cirka 30 let stare, je smiseln kakšen pregled ali kakšna termovizija ali morda s kamerami, ki se preveri cevi, sploh v večstanovanjskih objektih še ponekod srečujemo svinčene cevi, ne, to že samo kliče po tem, da je smiselno take cevi zamenjati. Kar se tiče novogradenj, opažamo tudi tam škode, ne. Gospod Simčič je lepo povedal, ja, kvaliteta izvedbe, ja, je pomembna. Včasih se hiti, velikrat so roki, ki jih izvajalci lovijo, tudi morda potem posledica morda malce slabši izvedbi, ne vem, ugibam, ampak ja, se izkazuje, da tudi novogradnje niso tiste, ki bi bile izvzete, da škoda tam ne bi nastala, tudi se dogaja, ne. Pa morda, gospod Udovič, če smo že skoraj pri koncu, navežem še na vas, kako pravzaprav prepričati stanovalce, etažne lastnike, da pravzaprav ta preventiva, o kateri smo govorili, pa tudi ustrezna kritja niso strošek, ampak enostavno neka zaščita, naložba v varnost. Zdaj, prepričati težko. Tisti, ki se tega zavedajo, jih ni treba prepričevati, tisti, ki se ne zavedajo, jih ponavadi prepriča dogodek, ne. Tako kot je hrvaške etažne lastnike prepričal potres, da je treba nekaj narediti, pa njihovo vlado je prepričal, da je treba zakon nov sprejeti, precej ambiciozen, tako se bojim, da tudi pri nas, dokler ni nekega požara v soseščini, dokler se nekaj ne zgodi, večina ljudi ne začne razmišljati. Tako da
osveščati treba, ampak po drugi strani mi opozarjamo tudi na to, da bi za najpomembnejše rizike bilo vredno razmisliti o obveznem zavarovanju. Zdaj velik dosežek je že to, da nam je uspelo leta 2021 znižati soglasje za sklenitev pogodbe zavarovalne police za celotno stavbo. Do takrat je veljalo 3/4 soglasje, zdaj je to posel rednega upravljanja, tako da je to že pomemben korak. Ne vem, pač osveščati je treba. Tudi upravnikova vloga tukaj ni zanemarljiva, ne, in spet imamo boljše in ali pa aktivnejše, pa manj aktivne. Oni bi morali opozarjati, ne smejo biti pa, ne, pred leti smo se naučili tudi zaradi stališča Agencije za zavarovalni nadzor, ne smejo biti pa zastopniki oziroma posredniki zavarovanj. Ne. Morajo v bistvu opozarjati na pomen zavarovanja kot takega, ne pa jim predstavljati nekih produktov. Tako da je zamotana situacija. Še nekaj je mogoče pomembno, kar je pomembno tudi sicer pri vseh vzdrževanjih večstanovanjskih stavb. Mi vemo, da smo z Jazbinškovim zakonom dobili zelo zanimivo lastniško strukturo v večstanovanjskih stavbah. Včasih smo rekli, da smo dobili bogate reveže, dobili smo etažne lastnike, ki imajo v Ljubljani, včasih rečemo, sedijo, ne, na milijonskem premoženju, stanovanja, ki so zdaj zaradi trga, kakršen je, vredna ogromno, ne morejo si pa privoščiti najosnovnejših stroškov vzdrževanja. In to je tudi en velik problem. Ne. Vedno, ko se pride s takim predlogom, imaš potem določen procent, ki ni majhen, ljudi, ki si tega niti privoščiti ne morejo. Zdaj, pri energetskih prenovah je tako, da Ekosklad ponuja celo 100% tistim, ki so socialno ogroženi, ki si ne morejo privoščiti. Zdaj, ko gre v neko drugo investicijo, ko je treba nekaj vzdrževati stavbo in Ekosklada ni zadaj, ne, ker ne gre za tako prenovo, je situacija še bistveno težja. In morda je to tema za kakšen drug tovrstni dogodek. Ampak vendarle, Uroš, to pa veste v zavarovalnici, da po takšnih večjih škodnih dogodkih seveda zanimanje, interes zraste, potem pa postopoma pade v parih letih. Ne. Ja, drži. To je tudi ena zelo zanimiva tema, o kateri bi se lahko tudi zelo veliko pogovarjali. Ogromno smo ugotovili, odvisnost od dogodka, teže dogodka. Če govorimo o potresu, ta nekje vpliva, ne vem, v malo širšem radiju, pa drži malo več časa, recimo nekje govorimo pol leta. Recimo, ko pride do požara, je radi vpliva, ki ga ta požar ima, pa lahko je zelo katastrofalen požar, zelo majhen. To je manj kot kilometrski pas. Da nekako res spodbudi zanimanje, pa še to je čas, ki ga spodbudi teden, 14 dni, oziroma res je to časovno zelo ozek čas. Ko je izliv vode, morda ni več niti radi 1 kilometra, je radi parih stanovanj, ki so v okolici, gorih, dolih, spodih, morda ne celoten večstanovanjski objekt. Kar se mi trudimo v zavarovalnici je, da javnost ozaveščamo o nevarnostih, ki smo jim vsi mi izpostavljeni, je pa še vedno dejstvo to, no, tukaj jaz bi sam želel pač malce izpostaviti ali pa osvetliti, ne. Avtomobilsko zavarovanje je obvezno, ne, kot je gospod Udovič povedal, pa tudi gospod Juhart, in ga imamo vsi, ne. Recimo pri večstanovanjskih objektih temu ni tako, ko govorimo o zavarovanosti, še vedno ugotavljamo, da cirka 30-35% objektov sploh ni zavarovanih nikjer. Potem pa, če seciramo na tiste, ki pa so zavarovani, pa ugotovimo, recimo, izliv vode je riziko, ki je res zelo dober pokrit. Ne. Tega rizika se zavedamo, ker se nam dogaja, kot smo videli, zelo pogosto krat. Ne. In mi ugotavljamo, cirka 90% izliv vode je dodan na polici, mi ga praktično že v vseh paketih vključujemo, odvisno samo od višine kriti, širine kriti, ampak praktično vedno ga strankam ponudimo. So pa potem še stvari, kot je recimo poplava, ne, ki smo jo danes se malce dotaknili, ali pa potres, ki se ga nismo. Ko pa je ta riziko, ki pa je ga potrebno dodatno dogovoriti o sklenitvi zavarovalne pogodbe, pa ugotovimo, da smo Slovenci ali pa pač lahko rečemo ali pa zavarovanci ali pa naše stranke pogosteje krat zavarujejo svoj mobilni telefon, kot pa svoj objekt, v katerem živijo, za nevarnost potresa ali poplave. In zadnji stavek, telefon zamenjaš jutri v novi trgovini, objekta ne. Čeprav torej razumem, Uroš, ste za to, da bi moralo biti zavarovanje za izliv vode odgovornost v večstanovanjskih objektih obvezno? Jaz ne zavzemam stališča ne za ja, ne za ne, ampak dejansko iz prakse bi bilo mnogo manj izzivov, ki jih imamo. In iz naslova odgovornosti. Ne vem, če ste bili pozorni, 80% vseh odgovornosti iz hišno-zemljiške posesti
izvira iz izliva vode. Se pravi, v vseh primerih, ko se mi ukvarjamo z odgovornostjo v hišah, je v 80% kriv izliv vode. Ne? Torej, je to nek pain point, ki obstaja, ki ga vidimo tudi na terenu, prihaja do nesoglasij. Gospod Juhart je lepo opisal, ne, ko se enkrat zgornji pa spodnji sosed ne razumeta, ko ta kemija, ta energijski naboj postane prevelik. Ni dobro, če to pod eno streho. Ne. Tudi teh situacij je mnogo. Skratka, bi bile prednosti. Ne. Dejansko je pa zavedanje za nevarnosti, ki smo jim vzpostavljenosti in kaj lahko to jutri privede za nas tisto ključno, ki bi nas morda potem lažje usmerilo v odločitev za ali proti. No. Gospod Udovič, vi za obvezno? Gospod Metličar se je lepo izognil, ne? On je na strani zavarovalnice, seveda po naravi stvari bi bilo bolj logično, da si zavarovalnice želijo, ampak mi si želimo že dolgo, ne zaradi tega, ker bi imeli interes v tem, da bi bile stavbe zavarovane, razen tega, da se zavedajo upravniki, kako je potem enostavneje odpravljati škode, kako so vsi postopki poenostavljeni, ne? Ko imamo sistem lepo v škatlici, ne? Samo z tega vidika, ne pa iz nekega, bo rekel, komercialnega ali ne vem kakšnega prihodkovnega. Tako da ja, po mojem je zdaj v tujini se je treba zavedati, tam, kjer je odgovornost do lastnega premoženja večja, obveznosti praktično ne rabijo. Ne? Pri nas, kjer te odgovornosti še ni, ker smo relativno mladi lastniki, ne, vsaj v večstanovanjskih stavbah kot narod, se mi zdi pa, da verjetno bi bilo še nujno, no, da bi na nek način vsaj tiste osnovne rizike, glede katerih bi se bilo treba dogovoriti, definitivno odgovornost do tretjega je tak rizik, ne, bi bilo treba. In tudi še en vidik je, ne, tudi premije bi šle dol, ne vem, za potres, takrat, ko smo o tem govorili, tudi z zavarovalnim združenjem, ne, iskali rešitve, smo ugotovili, da je zdaj velika ovira za potresno zavarovanje so visoke premije. Premije so visoke, dokler je masa skupnih zavarovanj nizka. Če bi bilo obvezno, bi bile premije avtomatično nižje, zato ker bi bilo vse zavarovano. Tu se moram pa strinjati z gospodom Udovičem. Se pravi, mi danes govorimo o negativni selekciji. Se pravi, zavarujejo samo tisti, ki jih dejansko res zelo skrbi. Ne. Morda ne, odgovor na to vprašanje, ki si ga Sašo zastavil, je ta, ne, pa morda poglejmo v tujino. Ne. V tujini pa obstaja praksa, ne, sploh zahodni svet pozna, ne vem, Švice, Avstrije, kjer v bistvu, ne vem, v Švici so določeni kantoni, ki so poplavno ogroženi, morajo vsi imeti obvezno sklenjeno zavarovanje za nevarnost poplave. Ne država kot taka, kantoni, ki so pa izpostavljeni, pa absolutno. Ne. In tudi druge zahodne države, mnogo takih, mislim, da zelo dobrih praks, ki bi marsikateri izziv nam rešile v prihodnje. No? Gospod Juhart, še vaše mnenje, stališče nas zanima okrog tega obveznega zavarovanja. No, jaz bom mogoče vas malo presenetil, ampak jaz nisem ravno zagovornik obveznega zavarovanja. Načeloma bi se moral lastnik sam odločati, kaj je zanj dobro in kaj ne. In na nek način temelj premoženjskih pravnih razmerij je pač volja posameznika, ne, in seveda on je tisti, ki odloča. Bi pa seveda kazali v teh okvirjih, o katerih govorimo, ne, ob slabi tradiciji, ob nepoznavanju, ob težavni presoji tvegana, ne, gotovo to spodbujati z nekimi bolj mehkimi variantami, kot je obvezno zavarovanje, ne, mogoče za določbo, da je mogoče iz rezervnega sklada plačati premijo, ne, za določena zavarovanja ali kaj podobnega. Sem bolj za mehke rešitve. Jasno, ima pa tudi obvezno zavarovanje mogoče določene argumente za. Gospod Simčič, še zanima nas mnenje Obrtne zbornice, kako gledate na to pobudo oziroma idejo o obveznem zavarovanju? Mislim, takole, moje osebno mnenje je tako, bi rekel, da bi si tudi mi dejansko kot izvajalci, ker vemo, da pride ponavadi med temi strankami spodaj na vrhu do raznih nesoglasij, potem je zelo težko priti do samega plačila. Mogoče se res nagibamo k temu, da bi zadeva šla v neko zavarovanje, mogoče delno obvezno, mogoče ne, ker dejansko tukaj vemo tudi zavarovanje odgovornosti in vsega skupaj, da je za nas izvajalce
potem lažje priti do plačil, kakor da pride do spora in potem imaš tudi ti problemi s sami izplačili. Podpiramo dejansko skoraj to. Če sam še dopolnitev, no, ker me je dr. Juhart spomnil, ki je omenil rezervni sklad. Ena ideja je bila, ko smo nazadnje govorili o tem, da lahko bi država samo to uvedla, da stavbe, ki nimajo zavarovalne police, morajo plačevati več v rezervni sklad, ne? Ker je tveganje, seveda, da se bo nekaj zgodilo in da bo treba nekaj pokriti iz lastnih sredstev bistveno večje. In je že to sicer še vedno negativna motivacija, ampak je motivacija, še vedno je bolj palca kot korenček. In ta mehka višina, o kateri govorimo. Tako, ali pa, če z druge strani pogledamo, tisti, ki imajo zavarovano, plačujejo manj v rezervni sklad, ne? Kot bonus. Dobro, hvala lepa vsem gostom za tele debate, razlage in pa tudi podatke. Zdaj pa imamo še nekaj časa, odpiramo prostor tudi za vaše vprašanje, komentarje in izmenjavo izkušenj, tako da če imate kakšno vprašanje, komentar za naše sogovornike, kar pogumno izvolite. Se. Izvolite. Jaz sem po izobrazbi ekonomist, tako da se že vnaprej upravičujem, če bom terminološko kaj zgrešil. Me pa zanima vaše mnenje. Zdaj v Sloveniji smo v sodni praksi doživeli en presedan, ko je sodišče v enem primeru presodilo, da gre za objektivno odgovornost, ko govorimo iz hišne pa zemljiške posesti, in je pač presodilo v tem duhu, kar je bil prvi primer. Pa me zanima vaš komentar, kako vi kot pravnik vidite, a je res, če si lastnik stanovanja, je to nevarna stvar ali ne. Drugo vprašanje me pa zanima, recimo, ko se pa presoja po tej pač krivdni odgovornosti, klasični s temi 4 predpostavkami, največ imamo, tako kot ste že omenili, ta stanovanja, ki so grajena v tej zlati dobi, gradbeni slovenski 70-80 leta, recimo, če mi poč cev, pa nisem obnovil, a bo pomeni, da sem odgovoren, ker bi kot dober gospodar mogel, ne vem, vsakih 30 let zdaj gledati cevi pod ometi, pa tudi kako naj to naredim, A kaj to pomeni, da bi mogel zdaj razbiti cel stanovanje, pa gledati, če je kakšna luknja v cevi, oziroma vaš pogled o tej subjektivni odgovornosti. Tako da hvala za odgovore. Ja, no najprej k prvi stvari, pa k objektivnega stanovanja, gotovo ni nevarna stvar. Torej, bistvo nevarne stvari je, da pri njej obstaja neka povečana nevarnost. To je jedro tega pravnega standarda. Seveda pa se v določenih situacijah spostavlja ta povečana nevarnost. Recimo naše pravo določa objektivno odgovornost za objektivizira odgovornost za primer, ko stavbe pade kos gradnje, kjer se je mogoče skulpirati samo pod zelo ozkimi pogoji. Težko je komentirati, kakšna je bila odgovor na argumentacijo sodišča. Jaz bi moral pač odločbo videti, tudi ni čisto nepomembno, na kateri stopnji je bila ta odločba sprejeta. Torej, jasno, šele ko se vzpostavi neka praksa vrhovnega sodišča, lahko govorimo o neki bolj ustaljeni sodni praksi. Ampak ne, jaz mislim, da objektivizacija ni tu rešitev, razen takrat, kada gre za neke izjemne situacije, in kar se cevi tiče, jaz mislim, da to ni nič posebej nevarnega, je to čisto običajna stvar, in da zato prav veliko prostora za objektivno odgovornost ni. Kar se tiče pa krivdne odgovornosti, pa pač temelj krivdne odgovornosti v našem pravu je skrbnost dobrega gospodarja. In seveda to je, temu pravimo, pravni standard, ki ga je treba napolniti. In ta pravni standard se spreminja in pač izhajamo iz neke običajne skrbnosti lastnika stanovanja. To je seveda težko odgovoriti, kaj sodi v ta standard skrbnosti, kaj običajni lastnik stanovanja naredi glede odkrivanja možnih napak. In verjetno nek skrben lastnik vendarle preverja stanje svojih inštalacij, vključno z vodovodno napravo, in to je seveda lahko podlaga
podlaga za krivdno odgovornost. A ne. In ne smemo pozabiti, pa nas velja princip obrnenega dokaznega bremena, ne, kar pomeni, da mora povzročitelj škode dokazati, a ne, da ni kriv, če poenostavim, a ne, in to je seveda spet pravilo, ki načeloma olajšuje položaj oškodovanca. Ne. Ampak se poglejte, tudi če gledamo čez vidika neke splošne pravičnosti, a ne, povzamemo zgornjega pa spodnjega soseda, in zaradi počene cevi, ne, nastane neka škoda, ja, hudič, saj jo ne moramo v celoti obrniti in pustiti, a ne, na spodnjemu sosedu in reči, pač imel si smolo, a ne, unmu gor je cel počla, se ni nič kriv, a ne, moš pokriti, a ne. Tako da, ko bo prihajalo, nažalost bo do teh primerov zmeraj bolj prihajalo, ne, mislim, da se bo tudi ta praksa vzpostavila, si pa skoraj upam napovedati, da bo šla v smeri tega, da bo sodna praksa štela etažnega lastnika, ki pač ni poskrbel za nadzor, nek običajen nadzor nad svojimi inštalacijami, za odgovornega za takšno škodo. Super. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Eno vprašanje, Damjan Frančič iz Nedeljskega dnevnika. Dotaknili ste se vprašanja, kaj je tisto, kar je skupno in kaj je tisto, kar je od lastnika. Ampak mislim pa, da niste prišli do konca tega pojasnila. Ker kolikor jaz vem, zavarovalnice uporabljate eno tako splošno pravilo, kar je horizontalno, je od lastnika, kar je vertikalno, je pa skupno. Pa me samo zanima, če lahko kakšno besedo o tem rečete. Pa še eno vprašanje. Mislim, da je med ljudmi zelo nejasno, kaj pravzaprav zavarovanje običajno krije. Vsi mislijo, da je to pač vsa škoda, ampak kolikor jaz vem, gre samo za situacije, za odpravo določene škode in tako naprej. Če bi lahko mogoče še kakšno besedo o tem. Hvala. Kar se tiče prvega dela oziroma prvega vprašanja, ne, je to horizontala, vertikalna, če gre iz skupnih delov, se pravi, če je to nek skupni vod, se pravi, do ventila za vodo za vaše stanovanje, je to škoda iz skupnih cevi, ni horizontala, ni vertikala, čist tako plastično gledano, kje se ta ventil nahaja, ne. Se pravi, kje potem se ta veja, generalna veja vode, razveja potem v neko etažno lastnino oziroma neko stanovanje, če povem čisto tako. Kar se tiče pa drugega dela vprašanja, pričakovanja strank ob škodi, ja, so zelo različne, se strinjam. Zavarovanje vedno krije škodo skladno z sklenjeno zavarovalno pogodbo, sestavni del so zavarovalni pogoji, v katerih je sam izliv vode zelo jasno definiran in tudi škodo, ki jo krije, oziroma višino škodo, ki pa krije, pa ponovadi definira zavarovalna polica. Se pravi, v zavarovalni policiji je več aspektov, ki vpliva na to, kako bo jutri škoda izplačana. Prvi aspekt je način zavarovanja, je to, se pravi, na prvi riziko, zavarovanje prvega rizika, na zavarovalno vsoto, potem se pravi, če na prvi riziko krijemo vso škodo do nekega zneska, če krijemo na zavarovalno vsoto, krijemo vso pač vrednost celega stanovanja. Potem odvisno tudi, ali je zavarovanje sklenjeno na novo ali na dejansko vrednost. Se pravi, to je en tak zanimiv aspekt, ki tudi zelo močno vpliva. Se pravi, če je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, bomo praktično mi povrnili celotno škodo. Če je zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost, bomo izplačali škodo in jo amortizirali z pač obrabo, amortizacijo tistega dela, ki je bil poškodovan. Kar se tiče same sanacije, ne, tu velikokrat prihaja, ne, ko poči cev, ne, nastane nek madež, potrebno je recimo odstraniti neki ploščic, da sam vzrok odpravimo. Zavarovalnica krije samo škodo, ki je potrebno za odpravo te počene cevi. Ne krijemo komplet sanacije kopalnice. Se pravi, ne vem, prepleskamo eno steno, zamenjamo ploščice na tisti steni, kjer je cev počla, ne zamenjamo pa zraven, ker ni možno dobiti take barve ploščic, pa ne vem, menjavo ploščic cele kopalnice, ne vem, če tu škat ni poškodovana, ni krita, ne, se pravi, ni poškodovana, ne, mi krijemo poškodbo stvari, ki nastanejo zaradi nevarnosti, ki je zavarovana. In zelo pomembna stvar še morda za konec,
franšiza, se pravi, to je soudeležba zavarovancev ob škodi. Tudi to je ena stvar, sploh pri izlivu vode je ta franšiza velikokrat zraven v zavarovanje. Vsaka stranka se lahko odloči sklene zavarovanje z ali brez franšize. Če je brez franšize, to pomeni, ni soudeležbe zavarovanca ob škodi oziroma ob izplačilu škode. Če pa je dogovorjena soudeležba, takrat pa v višini tiste dogovorjene soudeležbe vsak zavarovanec potem tudi participira pri sami škodi. Prosim. Hvala. Dobro, mislim, da ni več vprašanj, sicer pa seveda bodo naši sogovorniki, goste na voljo za kakšne pogovore tudi po zaključku tega dogodka. Če morda za konec strnem 3 ključna sporočila današnjega pogovora. Prvič, izliv vode je najpogostejša škoda, kot smo videli, a ni vedno tudi nepredvidljiva. Ključno je, da lastniki razumejo oziroma razumemo razliko med individualno in skupno polico ter seveda preverimo kritja in limite. Ter tretje, kar smo omenili, preventiva od kakovostne izvedbe do rednega vzdrževanja je še vedno najcenejša oblika zavarovanja. Tako da in če danes odnesemo eno stvar z tega dogodka, to je to, preverimo svojo zavarovalno polico, kritje in pa višino odgovornosti, še preden pride do škode. Tako da vsem skupaj hvala lepa za pozornost. To je bil dogodek pripravljen na nepredvidljivo izliv vode in odgovornost. Seveda vsi skupaj povabljeni tudi na neformalno druženje. Kot rečeno, naši gostje so vam na voljo za izjave. Vsem skupaj še enkrat hvala lepa za debato in lep preostanek dneva vam želim. Srečno.